dobrodošli v prvo epizodo nove serije podcasta Rdeče peste, od paleolita do Tita, kjer bomo skozi socialistično perspektivo obravnavali različne zgodovinske teme. Danes je na vrsti prazgodovina, nekako dobronaste dobe, bomo videli, kako nas pogovor zanese. Naš gost je danes arheolog Dimitrij Mlekuž. Zdravljen. Živijo. Se pravi, nekako v teh naših krogih je vedno glavno izhodišče, ko se govori o prazgodovini, Engelsov tekst o izvoru družine, države in privatne lastnine, in za marsikoga to predstavlja tudi edini vir poznavanja prazgodovine. Vseeno je Engels to že v bistvu 150 let, 140 let nazaj pisal. V njegovem času pravzaprav arheologija kot takšna še niti ni obstajala, in tudi antropologija se je takrat v marsičem spremenila. Se pravi, in na kak način recimo ti misliš, da se to odraža v njegovem tekstu? Ja, mislim, da je ta tekst lepo, da to, če že berete kakšen tekst o prazgodovini, je fajn, da preberete Engelsa, zato ker je dober tekst. Ne? Je pa res, da je nastal v določenem kontekstu, časovnem, zgodovinskem, in pač je duh svojega časa, ne? Je dejansko duh svojega časa. Zdaj, dajmo malo tako razjasniti ta kontekst, da bo mogoče bolj jasno. To je čas, ko v bistvu se arheologija vzpostavlja kot znanstvena veda. To je čas, ko tako je prve znanstvene revolucije v arheologiji, ne, ko postane pomembna evolucijska teorija, ne, ki je na nek način pokazala, da je časovna globina človeštva bistveno starejša, kot smo mislili do zdaj, ne, in da v bistvu človeštvo na nek način šlo skozi neke korake, da je bila preteklost bistveno drugačna od sedanjosti, od današnjosti, ne. In da lahko te korake tudi na nek način preberemo, da razumemo skozi stratigrafijo, kar je pokazala geologija, skozi zaporedje plasti. Po drugi strani je arheologija malo prej pokazala, da se da to časovno globino, to zaporedje stvari brati skozi materialno kulturo. Ne? To je ta Thompsonov sistem treh obdobij, kamenjna doba, bronasta doba, železna doba, ki je bil najprej čisto klasifikacijsko orodje, ki je pomagal arheološki material razdeliti na določene obdobja. Kmalu je pa pokazal, da v bistvu govori tudi o neke vrste, temu rekovaju, razvoju, o nekih spremembah v prazgodovini, in arheologija dejansko je s tem imela orodje, kako te stvari brati. Ne? Zdaj, ob tem je pomembno to, da je tudi antropologija nastala kot znanstvena disciplina, tudi na podlagi evolucije, teorije evolucije, Darwinove teorije evolucije, in stika, kolonialnega stika z vsemi temi ljudstvi, v katere so pač veliki imperiji prihajali v stik, ki so pokazali, da izpod človeške skupnosti na ogromno variabilnost še danes človeške skupnosti, ne, ki živijo v zelo različnih materialnih pogojih, družbenih organizacijah in tako naprej. Ne. To je bila v bistvu moj totalen šok takrat za ljudi, antropologe, kako velika variabilnost človeških družb obstaja in da v bistvu naša je samo ena izmed njih. Ne. Zdaj, problem tistega časa ali pa ideja tistega časa, ki so jo evolucijski antropologi, kot je Morgan, postavili, da so poskušali to veliko variabilnost v antropološkem zapisu in seveda to idejo, da se je človeška zgodovina spreminjala, da imamo dajmo spet na narekovajih reči razvoj od kamenih orodij, bronastih in železnih, ne, so postavili to na nek način evolucijsko teorijo. Ne. Evolucijsko teorijo gremo od barbarstva, od divjaštva, barbarstva in potem civilizacije in tako naprej. Sprav neke stopnje, linearne, in vse družbe grejo skozi te stopnje, kakšno hitrostjo grejo, pač določa, kjer jih srečamo danes. Ne. Mi smo pač moderni ljudje, Zahod, ne, je vrhunec civilizacije in je v bistvu najhitreje prišel do vseh te stopenj. In seveda Engels je bral in študiral vire, ki so bili v tem času tekste, in on se je oprl na Morgana, ne? On se je oprl na to idejo in je poskušal razumeti, kako je kako smo prišli do situacije, v kateri so se znajdli konec 19. stoletja, ne? Kapitalizem in tako naprej.
kako to razumeti v neki evolucijski perspektivi. Ne? In to dejansko je on postavil s tem, da recimo, da je Morgan poskušal te stvari brati nekaj teleološko, se pravi, da imamo nek razvoj, ki pač neizogibno vodi od bolj primitivnih k bolj kompleksni družbam, recimo, da je to neko branje evolucije, evolucionizma, ne, je Engels to podal v anarhistično teorijo, ne, teorijo rečemo, da politične ekonomije in tako naprej. Ne, in pravi, da smo prišli do države, to, kar je končen, kje se konča, ne, ko je nastopnik, kje se konča njegov tekst, ne, da smo prišli do države, ni pač je serija nekih razvojev, ki pa so pogojeni materialno, ne, z nekimi materialnimi pogoji. Političnimi okoliščinami, Razrednim bojem. Ne. In kar seveda je zanimivo je, in kar je ključno, po moje, še vedno strašno pomembno, je to, da izvor družina ne jemlje esencialistično pa biološko, ne, da je to kulturni ali pa historični produkt, ne, in da je tudi rezultat, ko bi rekel, spet nekega konflikta, konflikta ali pa nekega konflikta, družbenega konflikta. Ne. Da to ni samoumevna, ko bi rekel, organizacija, večna oblika, ki je naravna, ki pač mora biti taka, kot je, ampak je nekaj, kar je nastalo v nekih specifičnih pogojih in se tudi transformirala. Ne? In da to, kar vidimo danes kot naravno jedrno dušino, je v nek način rezultat enega dolgega serije nekih konfliktov, sprememb in podobnih stvari. Ne? Ja, in tudi to je v bistvu ravno razlog, zakaj je ta tekst relativno priljubljen med socialističnih krogih tule pri nas, predvsem z tega feminističnega vidika, socialistično-feminističnega vidika, ker v bistvu vzpostavi zgodovinskost patriarhata, zgodovinskost jedrne družine, kot smo rekli, in tako naprej. In se tudi na nek način politizira odnose med spoloma, tudi v prazgodovini in tudi kot danes, kot nekaj, kar se da spremeniti. In zato pravim, da je to temeljni tekst in ga je treba še vedno brati in ga imati kot neke vrste temelj, s tem, da je treba paziti na nianse, pa na v bistvu material, ne, s katerim on argumentira te svoje stvari. Ne. On spet postavlja izvor patriarhata, če hočeš, ne, patrilinearnih oblik nasledstva in tako naprej, v akumulacijo privatne lastnine, ki se začne z čredami, z neolitikom, tako rekoč, da že pri Morganu, ne, prva stopnja neolitika je živinoreja, ne, ker je živina, so črede, tisto, ko bi rekel, bogastvo, tista akumulacija, ki se mora prenašati v rod in kjer pač moški začne kontrolirati reprodukcijo. Ne, in to na nek splošen način bi se reklo še vedno drži, čeprav so stvari bistveno bolj kompleksne, se zdijo. Morda se to ni začelo tako zgodaj v neolitiku, kot predlaga on, tej prvi stopnji, ampak verjetno še precej kasneje, po koncu neolitika. Ampak načeloma ta trajektorija, ki on opiše, je na nek način smiselna in je, rekel, dobro izhodišče za razmišljanje in razumevanje prazgodovine. Predvsem to, ne jemati Engelsa kot kanoničen vir za branje prazgodovine, ampak ga vzemimo kot dialog, ne? Kot nekoga, ki nam pokaže, da je prazgodovina bila od samega začetka politična, da je stvar konfliktov in rezultat nekih, ko bi rekel, političnega konflikta, boja in tako naprej. Bi mogoče zdaj za te, ki se manj spoznajo na arheologijo, da orišemo prvo, se pravi, malo razliko med to neolitsko družbo, ki načeloma je bila relativno egalitarna, tudi nepatriarhalna mogoče, in potem te spremembe, ki se zgodijo v bistvu ob koncu neolitika v bakreni dobi, ki so na nek način temelj, zaradi česar je Engels še te aktualne zadeve. Ja. Se pravi, Engelsova ideja temelji na tej ideji neolitske revolucije, čeprav neolitska revolucija je kasnejši koncept, ampak v bistvu na tej predpostavki, da z udomačitvijo rastlin živali, predvsem živali, s pojavom čredov, privatne lastnine, se ljudje pridejo v konflikt glede lastništva, odnosa do produktnih sredstev živali, če tako rečeš. Ja,
kakor zdaj vemo, kakor zdaj beremo neolitik, ne, so stvari niso bile tako enoznačne in tako preproste. Prva stvar, ki jo treba poudariti, je, neolitik ni bil revolucija. Neolitik se ni zgodil čez noč in ni čez noč obrnil, ko bi rekel, razmerij do produkcijskih sredstev, kakor se zdi. Zdi se v tej naši perspektivi neolitske revolucije, da je to dejansko prva, ko bi rekel, revolucija primerljiva, tako kot je Gordon Childe, ki je postavil koncept neolitske revolucije. On je rekel, neolitska revolucija je ravno tako pomemben dogodek v zgodovini, kot je industrijska revolucija z kapitalizmom. Tako kot je industrijska revolucija popolnoma spremenila odnose med ljudmi in tako naprej, je v prazgodovini to naredila neolitska revolucija. Zdaj vemo, v zadnjih letih, desetletjih, vemo, da v bistvu neolitska revolucija ni bila revolucija. Da udomačitev rastlin in živali ni prišla čez noč. Da je bil to proces, ki je trajal 10 000 let. Da imamo prve dokaze za kultivacijo, za izrabo žitaric, stročnic. Neandertalci konec koncev so pekli kruh ali pa neke pogače narejene iz semen in tako naprej. Ljudje so stalno jedli tam v Levantu, v Anatoliji, so jedli žitarice, so nabirali žitarice, so jih kultivirali v nekih majhnih vrtičkih in tako naprej. Imamo dokaze za kruh, ki so bitno starejši, kot sem že rekel, imamo dokaze za pivo, ki so starejši od udomačitve. Imamo dokaze za vasi, ki so starejše od udomačitve in kmetijstva. Tako da to ni bil proces, ki bi trajal zelo hitro, in očitno ni bil proces, ki bi tako radikalno zasukal družbo, da bi vzpostavil privatno lastnino, da bi vzpostavil, predvsem govorimo o privatni lastnini, se pravi lastništvo nad zemljo, nad živino, nad produkcijskimi sredstvi. To, kar vidimo zdaj, je, da so bile neolitske družbe egalitarne. Da nimaš absolutno, a pa zelo malo, a pa skoraj nič dokazov o nasledstvu stvari. Se pravi, da bi se stvari prenašale od generacije v generacijo, da so si gospodinjstva na nek način kopičila, pa družine, gospodinjstva, hiše, da so si kopičile stvari. Ampak ki bi se prenašala iz generacije v generacijo, kjer bi se iz roda v rod, kjer bi se nekatere družine ali pa nekatere skupine imele več in bi s tem izhajala neenakost in podobno in tako naprej. Tega očitno ni bilo in zdi se, da je neolitik imel cel kup nekih mehanizmov, kako presežke, ki so bili, ki jih je kmetijstvo ustvarjalo, porabiti tako, da v bistvu vzdržuje neko enakost. In ta orodja, zato so bili predvsem neki rituali, kurjenje hiš, to poznamo ta fenomen na balkanskem neolitiku, ko imate od Ukrajine do Srbije in horizont hiš, ki so jih ljudje po 30-40 letih vanje znosili ogromne količine lesa in jih zažgali. In to je bilo nekaj, vključno s pridelki. Vključno z žitom, z stvarmi, ki so jih prinesli noter. To je bil nek ritual, ki je očitno povedal celo skupnost. In potem, v materialstva strani, je preprečil prenašanje akumulacije, dedovanje in tako naprej. Akumulacije nekega presežka, ki bi ga bilo treba dedovati. Ki bi ga treba dedovati v naslednjo generacijo in tako naprej. Je bil neko orodje, ki je povezal skupnost, nek ekstatičen dogodek, nek festival, ki je tudi preprečil to, da se kopičijo stvari. Tudi, ko bi rekel, družbena organizacija, tle Engels pravi, njegov mehanizem, kako je prišlo do vzpostavitve družine in tako naprej, je, da so bile recimo neolitske ali pa predneolitske skupnosti predvsem matrilinearne. Matriarhat, tukaj bi se rekel matriarhat, matrilinearne, se pravi, zelo mogoče matrilinearno dedovanje po ženski liniji. Po ženski liniji, identitete in tako naprej. Ženska linija tista, ki je pač pomembna. Engels pravi, da z pojavom živine, čred in tako naprej, moški želijo to kontrolirati in postane nasledstvo predvsem patrilinearno. Se pravi, po očetovi liniji, po očetu in tako naprej.
Zato nimamo absolutno nobenih dokazov v neolitiku. V neolitiku absolutno nobenih dokazov nimamo. Še da zdi se, da je bila ta, ko bi rekel, patrilinearnost, matrilinearnost bistveno bolj fluidna. Imamo primere vseh teh načinov nasledstva, ki se lahko v sosednjih vaseh razlikujejo. Primer je neolitik Karpatske kotline, tam okrog leta recimo 5000 pred našim štetjem, imamo dve vasi, ki sta med seboj oddaljeni dober kilometer, sta sočasni, v eni imamo patrilinearno nasledstvo, v drugi matrilinearno. Očitno to zelo fleksibilno, zelo fluidno, in zdi se, da osnovna enota družbe ni bila družina v smislu ljudi, ki so povezani z nekim sorodstvom, biološko, predvsem biološko, v tem biološkem smislu, ampak da je osnovna enota družbe hiša. Hiša kot neko korporativno telo, ki je pa predvsem zelo odprto za tujce in za druge. In svojo identiteto v bistvu ne vzpostavlja skozi biološko sorodstvo, ali pa sorodstvo kot tako, ne samo biološko, tudi antropološko, ampak predvsem to, da imajo skupne živali, skupno hišo in da je del neke širše skupnosti. Tako da, in kot pravim, ta hiša, ta ideja hiše je očitno zelo odprta za tujce, za druge, se pravi, članstvo je zelo fluidno, ni odvisno od nasledstva in tako naprej in tako naprej. Tako da v bistvu v neolitiku nimamo absolutno nobenih dokazov za to, da bi ljudje, da bi se začeli ti procesi, kot jih opisuje Engels. To je na nek način tudi zanimivo, zato ker spet ta klasična marksistična ideja je v smislu, da avtomatsko, ko se pojavijo presežki, se družba začne razslojevati. Pa očitno v neolitiku tudi ni bilo tako, da so bili presežki, na kjer so na takšen ali pa drugačen način se jih znebili, da ne bi prišlo do tega razslojevanja. Človek bi lahko celo rekel, da v bistvu je bila neolitska družbena organizacija, družba tako narejena, da je imela cel kup mehanizmov, kako presežke spremeniti v nekaj drugega. In to drugo je predvsem zanimivo intenzivno ritualno življenje in pa cirkulacijo, družbeno cirkulacijo, simbolno cirkulacijo, odnose med ljudmi, izmenjavo školjk, izmenjavo sekir, to, kar John Chapman imenuje fragmentacija, tudi je zanimiv pojav v neolitiku, predvsem Balkana, kjer so ljudje očitno namensko razbivali predmete, jih razbili na kose in te kose si izmenjevali med sabo. In si na ta način vzpostavljali, ko bi rekel, neke, on pravimo, enchainment, neke povezave. Na nek način podobno kot kula obroč. Ja, ampak še bolj, ko bi rekel, kula vseeno nosi sabo to težo teh velikih prestižnih predmetov, to darilo noter je breme, To pa ni bilo nek način breme, ampak je bilo orodje, kako neke presežke, neke stvari, ki se nakopičijo, predmete, ki so jih izdelovali, tako naprej, uničiti, ga uničiš, ga razbiješ, ampak ti koščki potem služijo temu, da ljudi poveže med sabo, jih naredi neke vrste neko partnerje, ampak v nekem odnosu izpostavi. In kar je zanimivo, če pogledaš balkanski neolitik, pa neolitik Evrope sploh, ga zaznamuje strašna produkcija. Neolitik je poln materiala in stvari. Ljudje so očitno imeli dovolj časa, dovolj energije, dovolj tega, da so presežke porabili zato, da so izdavali slikano ločenino, figurine, lepe tekstilije, hiše skupne, ki so jih zažgali in tako naprej. Skozi so nekaj počeli, se ukvarjali in te presežke predvsem prelivali v ritualno življenje in v neke vrste sistem nekih odnosov, cirkulacije odnosov v skupnosti. Kako se pa to proti koncu neolitike, se pa te začnejo zadeve spremeniti? Imamo neke družbe, ki začnejo že baker obdelovati bolj resno, neko razslojevanje, utrjevanje naselij in tako naprej. In neki zelo bogati grobovi, na Balkanu. Zelo bogati grobovi in tako naprej. Zdaj smo v nekih dosti problematičnih časih. Zdaj, spet, če govorimo o bakru, zdaj
bi lahko šli v to zgodbo različnih obdobij v prazgodovini. Se pravi, s pojavom bakra se nekaj hudo spremeni, se morda pojavi neka nova način akumulacije vrednosti, bla, bla, kaj podobnega, pa neka nova znanja in da to spremeni družbo. Ampak dejstvo je, da bakar imamo že v ljudskih skupnostih. Bakar se pojavi na Balkanu okrog pred letom 5000, v vinčanskih, vinča je ena kultura, Srbija, današnji Srbiji na Balkanu, ampak tam začnejo se ukvarjati z metalurgijo bakra, ne zato, da bi izdelovali, ne vem kaj, sekire za menjavo, orožja, kakšne take stvari, ampak se ukvarjajo z metalurgijo, predvsem da izdelujejo bleščeče, zanimive okraske, jagode, zapestnice in podobne stvari, ki cirkulirajo spet okrog. V isti logiki. V isti logiki kot prej. Ni bil point bakra v tem, da zdaj imamo neko novo tehnologijo, ki bo spremenila odnose ljudi in to, da postavi vse na neke nove temelje, ampak je bilo neko eksperimentiranje, igranje z zeleno barvo, ker metalurgija bakra izhaja iz ukvarjanja z malahit. Malahit je ta mineral zelen, katera so izdelovali jagode, pa so to kurili in tako naprej. In začeli izdelovati različne neke fletleče okrase, bižuterijo. Recimo, na ta način, ki kroža okrog. Tako da baker ni kot tak spremenil zadev, je pa verjetno, to je spet Čehmanova ideja, tle ne vemo točno, kaj se dogaja, ampak zdi se, da v tem poznem neolitiku začne prihajati do specializacije v smislu nekih identitet. In to identitet v smislu tega, kaj počneš v družbi. Ker so nekatere aktivnosti so očitno zahtevale več časa, ukvarjanja, znanja, celo mogoče nekega skrivnega znanja in tako naprej. Metalurgija je ena taka stvar. Metalurgija zahteva dobro poznavanje nekih procesov, cel kup nekih trikov, kako pripraviš mineral bakra, da postane baker, temperatura, kako vžgati in tako naprej. Cel kup nekih takih posebnih znanj. Ob tem imaš recimo sočasno se v istem času pojavi keramika, lončenina, ki je očitno narejena po nekem novem postopku, to je ta zglajena, lepo vžgana pri večjih temperaturah, ker spet pokaže, da so morali to početi ljudje, ki so bili dejansko lončarji, pa bolj ali manj specialisti, ne bom rekel ravno specialisti, ampak ljudje, ki so znali to početi. Skratka, v tem času se očitno vzpostavijo neke identitete, neke znanja, ki so neke take identitete. In poglejmo sploh metalurgijo, ki je hecna. Če pogledamo v Afriko, recimo tradicionalno železarstvo v Afriki, je metalurgija tam povezana z čarovništvom, šamanizmom, obvladovanjem. To ni znanost, kot zdaj metalurgija, katera temperatura in tako naprej, ampak so ti postopki nek način ritualizirani. To je nek način, kako bi rekel, čarovnija, kako pripraviti Se ta zelen kamen bleščeč oranžni predmet in tako naprej. Kaj dodati, da bo bolj oranžne barve, bolj rumene. In očitno vemo zdaj iz zadnjih raziskav, ful so se ukvarjali s tem, kakšne barve. Barva je imela bolj pomembna kot trdota in tako naprej. Tako, očitno neko zelo specializirano znanje, ki morda se je prenašalo na podobne načine, kot recimo prej v starejših obdobjih to šamanistično znanje. Skratka, ni šlo toliko za monopolizacijo znanja kot takega, ampak je to znanje imelo neke posebne, je spremenilo status teh ljudi, dostop do teh znanj, ki so potencialno nevarna, ki grejo na polje čarovništva in tako naprej. In dober primer je pol ta naš znano najdišče Varna v Bolgariji, to je grobišče ob Črnem morju, tam je 4000, koliko je 400, nekaj tam, kjer imamo
nekaj zelo bogatih grobov. Ne? In najbolj znan je ta grob nekega moškega, starejšega moškega z kot 20 kg zlata. Ne? Sekire, ki so prišle iz severne Italije, školjke, spondylus in tako naprej. In tako naprej, ne? In potem imamo kar nekaj ljudi, ki nimajo tako bogatih grobov, ampak imajo relativno bogati grobovi, veliko ljudi, ki imajo zelo malo bogatih grobov. Ne? In to je bilo na nek način interpretirano kot prvi dokaz neenakosti, razslojenosti v družbi, se pravi, imamo nekega big mana, Ogromne količine zlata. ogromna količina zlata, in tako naprej, ostali pa ne. Zdaj, izkazalo se je, da ta človek ni bil nekdo, ki bi organiziral proizvodnjo, ki bi imel nadzor, ampak je očitno bil kovač, ne, metalurg. Ne. In ta bogat grob lahko in si interpretiramo kot začetek neke neenakosti, gotovo, ne, ampak po drugi strani si pa poglejmo, saj imamo bogate grobove že prej, imamo v paleolitiku. In Nabiralce. lovci nabiralci, ki naj bi bili popolnoma egalitarni. Ne. Tam imamo neke grobove, Donje Stolnice, Na Češkem, v Italiji. Italiji, tako naprej. Imamo cel kup nekih zelo bogatih grobov z ogromno krasa, z nakitom, ki je zahteval stotine dnevov, verjetno celo dela in tako naprej, ki verjetno ne kažejo neenakosti, ampak kažejo nek poseben drugačen status teh ljudi. Ne. In če te paleolitske grobove interpretiramo pa tolmačimo kot neke vrste, da so ti ljudje šamani, pa ljudje, ki so imeli poseben status, nek nevaren, drugačen status od ostalih, zakaj ne bi tudi teh iz Varne na podoben način interpretirali, ne? Da ne gre zdaj za neenakost, ampak da gre za ljudi, ki so dejansko posredovali neka nevarna, drugačna znanja in jih je bilo treba tudi ob smrti na nek način, so še vedno predstavljali nevarnost in jih z temi predatki, z ritualom, so na način napravili, kako bi rekel, difuzaš, to nevarnost tega. Ne. Še bolj je to se pokaže, ker dejansko očitno te skupnosti v Varni, so potomci nekih lovcev nabiralcev. To niso potomci neolitskih skupnosti, ki so živele v Bolgariji, ampak ta prostor okrog Varne, okrog Črnega morja, očitno postane neolitski šele v tem času, ko se pojavijo grobišča v Varni. Se pravi, to so ljudje, ki so še mogoče 1000 let prej ali pa 500 let prej bili egalitarni lovci nabiralci, ker so te ideje o poosebljenem kozmosu, animizmu in tako naprej, bile mogoče še žive in se samo manifestirajo skozi te oblike. Tako da Težko interpretirati to. Težko je interpretirati tako direktno, da rečemo, metalurgija je takoj prenesla neenakost, razslojenost, je pa seveda res, da v kasnejših obdobjih bakrine sekira, nadzor nad menjavo in tako naprej, pa postane orodje tega, ali pa, ko bi rekel, Mogoče ena stvar tlele, se pravi, za neolitik načeloma ne poznamo nekih dokazov orožja. Orožje namenjenega primarno za ubijanje ljudi, so neke puščične osti, so neke sekire, ki so lahko hkrati in za delo in za pač neko bojevanje in tako naprej. V kasnejših obdobjih, se pravi po koncu neolitika, pa se prav orožje pojavi, ki je namenjeno ubijanju drugih ljudi. Ja, to je hecno, to je dejansko hecno, ker imamo dokaze o nasilju, imamo dokaze o nasilju tudi že prej pri lovcih nabiralcih, Lebenski vir Džerda, tam okrog, rečemo, pred letom 6000, tam mislim, da je okrog 20% vseh skeletov, ki so jih tam našli, imajo znake poškodb pa travm, kar pomeni veliko nasilja v družbi. V neolitiku imamo dokaze o masakrih, celo množnih pobojih, tam 20-30 ljudi, ki so bili pobiti, to brutalno usmrčeni in tako naprej. Tako da nasilje je gotovo bilo, ampak očitno nasilje ni bilo ta prostor nasilja nad drugimi, je bilo relativno sporadično in kot si rekel ti, skozi materialno kulturo vidimo, da v bistvu so uporabljali orodje, ki je bilo za druge namene, kar pomeni, da ni bilo to, ko bi rekel, institucionalizirano nasilje, kot kasneje. Orožje se dejansko pojavi v prosti dobi. In dejansko orožje je tudi eno prvih predmetov, stvari,
ki uporablja baker, ki uporablja metalurgijo, ne, kot tako. Ne. Je bil en mehanizem, tle mogoče lahko vidimo neko povezavo, ne. Akumulacija bogastva, svetlečih predmetov, trdnih, bakra in tako naprej, prestižnih predmetov in tudi nasilje, ne. Organizirano nasilje nad drugimi, ki tudi omogoča to akumulacijo, ne. Skratka, v nekem trenutku se očitno nekaj spremeni in te mehanizmi razdeljevanja, kako se znebimo presežkov, da ne ustvarjajo konfliktov v družbi, ne, se začnejo konflikti uporabljati za nabiranje presežkov. Ja, in to se vidi v bistvu potem s koncem neolitika, se tudi pride do sprememb v organizaciji proizvodnje, celotna politična ekonomija se spremeni, način kmetstva, delo z živalmi je drugačen in tem času se tudi orožje začne pojavljati in družbene strukture domnevamo, da se spremenijo, ne. Ja, zelo verjetno, ne. To povezujemo načeloma s to revolucijo sekundarnih produktov, to je zdaj spet nova revolucija. Revolucija sekundarnih produktov, ne, naj bi bila revolucija, ki naj bi jo prenesla raba z živali, ne toliko za meso ali pa gnoj, tako kot v prvih v neolitiku, ampak predvsem za delo, ne, in za mleko iz volno, tekstilije in tako naprej. Za neke produkte, za katere ni treba ubiti živali. Katere ni treba ubiti živali, produkte, ki omogočajo na nek način tudi akumulacijo, ne. Mleko lahko narediš v sir, ga lahko kopičiš, izmenjavaš in tako naprej. Tekstil sploh, ne. Sploh če vemo, recimo, da mikenska civilizacija je temeljila na volni, ne. Na tekstilijah, ki so jih pač distribuirali, menjali po celem Mediteranu, v bistvu postavi nek način ta, ko bi rekel, svetovni sistem s centrom Mediteranu, ki temelji na koštrunih, na volni, ne, dobesedno, ne. Ja, in to dejansko zdi se, da je to trenutek, ko se nekaj spremeni, ne. Je pa tudi res, da revolucija sekundarnih produktov ni bila revolucija, ne. Ni bila revolucija, ni v smislu, da ljudje se spomnijo, zdaj bomo pa uporabljali živali za vleko pluga, za vleko vozov, ne, sploh za volno in tako naprej, in zdaj se vse spremeni, ne. Verjetno je nekaj drugega se mora spremeniti, zato da tehnologija, pa znanje, ki že obstaja, to, da lahko živali uporabljamo za vleko in tako naprej, mobiliziramo za neke druge cilje, ne. Tako da kaj točno, kako točno, ne vemo. Se pa odraža to tudi v arheološkem materialu, v spremembah načinov življenja, načinov poselitve in tako naprej. Se pravi, neke večja naselja, neolitska se razpršijo, se zdi. Ja, čeprav to je na neki način malo paradoksalno, ne. Dejansko v tem poznem neolitiku govorimo, se pravi, to 5000 pred našim štetjem, ampak še globoko neolitiku, imamo te velike naselja, obdana z jarki, neke velike aglomeracije. Kasneje imamo dokaz za to, da se ta naselja razpršijo dejansko, in to v eni generaciji, dveh, ne. Ašonjek na Madžarskem, ne. Tam pri Blatu jezero približno. Ne, malo bolj južno dol, ob Donavi, je okrog leta 4700 se je povečal za približno 20-krat, ne. Naenkrat dobimo več kot 150-200 hiš, mislim, da okrog 20 hektarov veliko naselje, naenkrat nastane, živi 2, 3, 4 tisoč ljudi na tistem mestu. Ljudje hodijo iz širše okolice pokopavati noter in potem v generaciji ali pa dveh izgine, ne. Ne da izgine, ostane še neko majhno jedro, ampak ne, to veliko naselje, obdano z jarki in tako naprej, z več jarki in tako, izgine, ga ni več. In kar vidimo, je serija nekih majhnih naselij v okolici, ne, ki trajajo generacijo, dve in se selijo sem in tja in tako naprej. Neka mogoče manj stalna, bolj razpršena. Manj stalna, bolj razprševalska, mogoče poselitev. Ja, bolj nomadska poselitev. In zdaj spet, da se vrneva na Indersa, ne, ki morda kaže na to, ne, da postane črede goveda pomembnejše, ne. In tle pridemo spet se vrneva na Indersa, kjer je dejansko začel živinorejo in kako je v bistvu domačijske črede so tiste, ki so povzročile spremembo v
iz matrilinearnega v patrilinearno. Morda je to tisti moment, kot ga lahko zaznamo v arheološkem zapisu. Ne? Ki se odraža tudi v nekih spremembah svet po celotnem kontinentu, novi tiki pač keramike posodje se pojavijo, neki pivski vrčki, ki je vozila očitno, da so s kolesi dosti pomembna in tako naprej. Ja, ne, cel kup nekih novih stvari, ne. Ja, ne, to baker postane pomembnejši. Ne samo za okras. Ne samo za okras, ampak za orožje. Pojavijo se tudi te bojne sekire, najprej še kamenite in tako bodale in tako naprej. Pojavijo se vozovi, ne. Pari volov z vozovi in keramika ali pa lončenina, ki jo lahko povezujemo z nekim pitjem alkohola, najbrž, ne, v nekih skupinah. Ne. In pojavijo se pokopi, kjer imaš tu ponavadi moške skupaj z volovi pa z orožjem pa vozovi. Ne. Ker kaže tudi na neke drugačne verjetno družbene strukture, primerjavi z neolitskimi, ki smo prej omenili. Ja, to je verjetno ta moment, pa ta trenutek, ko se ti mehanizmi, ko bi rekel, izogibanja presežkom, se na nek način podreja. Kaj točno se je zgodilo? Ne? A ima prav Engels, da je to stvar čred, goveda in tako naprej? Ne vemo točno. Ne vemo. Ampak v enem momentu, in to se je verjetno tam okrog leta med 3500, 3000, v tem času se te stvari dogajajo, ne? A pa rečemo med 4000 in 3000 se intenzivno spreminjajo. Kaj točno se zgodi, ne vemo točno, ampak zdi se, da se nekaj radikalno spremeni. Ne? In da tistega, kar prej smo imenovali neolitik, ne? Tega ni več. Ne? In še več, ne? Lahko rečemo, da neolitik kot poseben način organizacije odnosov med ljudmi, ne, ki temelji na vrtičkih, na domačih živalih in tako naprej, nek način propade in ga zamenja nek popolnoma nov sistem, ne, ki spet seveda temelji še vedno na udomačenih rastlinah, živalih, ampak prej niso povedala to, da neolitski kmetijstvo je temeljilo na vrtičkih, na majhnih, relativno majhnih hektar, vsaka hiša, vsako gospodinjstvo je imelo vrtiček, ki je bil približno hektar velik, in ti vrtički so zahtevali stalno skrb in nego, in to tako, da rečemo včasih verjetno vsaka rastlina je bila, obvarjal vsako rastlino posebej in tako naprej. Ne. Gnojeni so bili, ne. Ljudje so prinašali odpad iz hiš na vrtičke, pleti, to, kar intenzivno obdelovane vrtičke, kot si predstavljamo danes vrtičke. Živali so v teh gospodinjstvih imele vlogo, predvsem so bili neki način družinski člani, ne? Predvsem to, da so jedli strnišče, producirali gnoj in tako naprej. Niso bili v smislu v meso, pa imamo čredo in bogastvo. Tako naprej. So bili neki način integrirani v to proizvodnjo kot družinski člani. Ne? In to je bil neki način, je generiralo stalne presežke, ampak ne v smislu, da se je dalo to proizvodnjo intenzivirati. Ne? Ti si omejen pri vrtičku, ker zahteva tako intenzivno delo, ne moreš imeti 5 hektarov vrtička, ker ni dovolj ljudi imaš obdelati, ne? Da moraš intenzivirati te proizvodnje. Tako da nek način drži ta stalni presežek, tako da Halsted, en arheolog, bo tam nujni presežek, ki je vgrajen v ta sistem. Ne? Z plugom, z volovi in tako naprej, dobiš pa neko drugačno obliko kmetovanja, ne? Ki se očitno pojavi tam po letu 4000, kdaj točno, že tam na začetju. Ne? Ko začneš z ralom, ki ga vleče v volovi, lahko naenkrat zorješ, odpreš bistveno večje površine, ne? Ampak zato rabiš pol tudi najprej posegati gozd. Moraš to preorati, moraš imeti volove, ki načeloma zahtevajo velike vložke znanja, izučiti jih, strenirati vole, velike količine energije, hrane. Volovi so uporabni samo pri oranju, drugače pa pač jih moraš hraniti in tako naprej. Se pravi,
niso stvar, Večino leta počiva. Če leta počivajo, tudi ne more imeti vsako gospodinjstvo, vsaka hiša te volove. Ne? In recimo za mediteransko kmetovanje je tipično, da volovi so nekaj, kar se posoja med ljudmi in tisti, ki jih ima, pač lahko tudi na nek način izkorišča to moč volove. Hkrati pa lahko v bistvu temi volovi razširi proizvodnjo Praktično neomejeno. neomejeno, ne? Ja, Ne, kakor lahko pač si pa pri tem omejen z delovno silo. Ne? Se pravi, moraš imeti dovolj ljudi, ki bojo tudi to pač obdelali, poželi in tako naprej in tako naprej. Ne? In seveda tle postane pomembna kontrola reprodukcije v družini. Ne? Se pravi, ko bomo imeli otrok, kako se bomo poročali med sabo in tako naprej. In tle morda je tisto, da ta moment, ki ga Engels na nek način napove. Še vedno ne vemo točno, kako se spremenijo matrilinearnost, patrilinearnost in tako naprej. Ampak očitno te fluidnosti, kot je pa prej analitiku nimamo. Ne? Moški, ta patriarhalni vidik, sploh ta vidnost moških postane bistveno večja. Ne? Če so bile prej ženske vidne enako kot moški, ne? Skoraj enako, kot pokopi, kot ljudi v skupaj, figurice. figurice, reprezentacije in tako naprej, se zdaj zdi, da so moški bistveno bolj vidni. Tako da to je mogoče ta moment. Ne? To, hkrati pa tudi ta nov način kmetijstva spremeni tudi odnos do okolja, kar je bilo to. Neolitsko kmetijstvo je bilo veliko manj, prej smo rekli, veliko manj ekstenzivno, veliko bolj lokalizirano, hnojenje na eni tisti lokaciji, to bronastodobno oziroma bakrenodobno orno poljedelstvo, v bistvu ogromne količine delajo, pač obdelajo ogromne količine gozdov, posekajo. Je ekstenzivno, ne? In takrat očitno je prišlo do krčenja gozdov, deforestacije, v bistvu ta evropska kulturna krajina, kot jo poznamo danes, z žitnimi polji, z malo gozda in tako naprej, je ta dolje. To vidimo tudi recimo pri nas v Sloveniji, ne? Kras, pa tudi drugje v brosi dobi se dejansko pojavijo sledovi človeških aktivnosti, ni zemljiška razdelitev, se pravi kontrola nad zemljo, pašniki, groblje in tako naprej se pojavljajo dobesedno povsod po celi krajini. Tako da to je začetek. Ne? Zato tudi pravim, da v bistvu neolitik kot tak je nek način neuspešen projekt. Ne? Od neolitika ni ostalo nič. Danes, ne? To, kar vidimo danes, ne, je rezultat tega bronastodobnega načina proizvodnje stvari. In hkrati tudi s tem načinom poljedelstva, v smislu bolj ekstenzivnim, večji količini se obdela, se tudi neki konflikti okoli zemlje začnejo. Lastništvo nad zemljo, ne, to je očitno, ker imamo dokaze za kontrolo nad zemljiško razdelitev, teritorialnost, naselbine, markiranje teritorijev z gomilami, markiranje teritorijev z pokopom prednikov. Ne, se pravi, to, da je rodovni nasledstvo, da imaš nekega mitskega prednika, moškega, ne, pradetka, pokopanega nekje, čimer ti svojo legitimiteto nad teritorijem pa med stvarmi gradiš, ne, je to stvar tega časa. Na Bližnjem vzhodu se začenjajo države vzpostavljati, ta Evropa, če hočemo, periferija tega sveta. Ja, tako nekako. Ne? V 4. tisočletju se začnejo v Mezopotamiji vzpostavljati te prve države, organizirane okrog mest, okrog v bistvu neke verjetno svečeniške kaste, pa nekih specialistov, ki ritualno kontrolirajo rituale, to, kar sem govoril prej, hkrati pa tehnologijo, ki je vezana na vozu, na rabi domačih živali za sekundarne produkte, volno, mleko in tako naprej. To je mogoče prosti ena zanimiva zadeva, no, ker se dostikrat, če ženske produktivna sfera s temi patriarhalnimi družbami in to, po drugi strani pa v Mezopotamiji so pa ženske tudi v produktivni sferi, teh delavnicah tekstilnih, v templih pogosto delale. Ne. Ja, To je en primer mogoče. en primer tega, v bistvu vse, so bile, ampak vse to je v bistvu usporedno s tem, da se živali začnejo uporabljati kot tudi produktivno. Če so prej ljudje ali pa tudi živali v neolitiku, ne, skrbeli predvsem za reprodukcijo gospodinjstva, pa hiše ali pa skupnosti kot take, ne, in je bilo to delo na nek način ni bilo usmerjeno v presežke in tako naprej, se ravno zdaj s temi zgodnjimi državami in s temi tehnologijami začne
te ljudi dejansko izkoriščati za te presežke. To besedno za presežke. Ne? V bistvu, skoraj imaš neke vrste zgodnji kapitalizem. Ne? Nekdo organizira delo, je tudi lastnik proizvodnih sredstev. Ni svobodna delovna sila, zato ne more. Ni svobodna delovna sila. Čeprav spet ne vemo, koliko proizvodnje, tako naprej. Ampak nekaj, kar nakazuje to, kar bo kasneje. Ne bom rekel, da je daleč od tega, seveda, da je to kapitalizem. Podoben princip imaš. Ne? Se pravi, neki individualni, neki delavni, slab presežek. Ljudje so na nek način odtojeni od svojega dela. Če je bilo prej namenjeno predvsem reprodukciji gospodinjstva, ne? Je bilo nesklenjeno, je bilo to, ljudje so se družili ob delu in tako naprej, je zdaj usmerjeno predvsem v presežke, ki jih te ljudje, s katerimi ne razpolagajo, ne? Živali pa sploh, ne. Živali pa sploh, ne. Tako da, ja, to je neka sprememba, ki se zgodi. Zanimivo, da se zgodi skupaj z birokratizacijo, z nadpisave. To je hecno, ne. Očitno, tako ko imaš ta sistem presežkov, redistribucije, ko nekdo kontrolira, rabiš tudi eno kasto birokratov ali pa nekoga, ki s tem razpolaga. In začetek pisave je točno to. Ko ljudje začnejo, v bistvu prva pisava so zgolj seznani razvoda, proizvodno značafor z oljem, bal, volne in podobne stvari. V bistvu, in to opazimo, to je zdaj digresija, ampak to opazimo že na začetku, ob koncu neolitika na Bližnjem vzhodu, se ti v bistvu pojavita dva neolitika. En, ki gre proti Evropi, pa v Anatoliju, ki je zdaj na rituale, skupno življenje in tako naprej. Drugi, ki pa kaže usmerjenost v proizvodnjo, v redistribucijo stvari, zgadišča, birokracijo, pojavljajo se žetoni, začetek pisave in podobne. To se Mesopotami vzpostavijo kot prve države in te prve države so očitno tudi obratno ekspanzionistične. Imaš vojsko, imaš kolonije, ki se pojavljajo, trgovske poti vzpostavljajo, rabijo surovine in tako naprej. Čisto drugačen način organizacije. Čisto drugačen način, ki je zelo podoben, spet ne bom rekel, da je isto kot kolonializem pa začetek kapitalizma, ampak ima podobno logiko, spet zobistično. In ta vpliv tem zgodnjih držav se čuti daleč preko njihovih meja. Tudi čez Kavkaz, v Anatolijo in tako naprej, proti Evropi. Tukaj imamo na Ljubljanskem barju ta naš voz, ta naš voz je v bistvu prišel, ne bom rekel, da ta konkreten, ampak ta ideja tega vozu je prišel dol. Voz je bil znajden dol in vozovi prijo iz Mesopotamije. Verjetno tudi ta ideja nekih vojska in podobnih stvari. In ta ekspanzija teh zgodnjih držav se čuti celo v tem prostoru ob Kaspijskem morju, čez Kavkaz. Ker živi cel kup nekih skupnosti, ki so prej udomačile konje, ki so zelo mobilne, ne bom rekel nomadske, ampak živi mobilni živinorejci, ki so v stiku tudi z bolj centralno Evropo in tako naprej. In ob tem pritisku ali pa konfliktu, ki prihaja iz Mesopotamije, se ti ljudje začnejo čedalje bolj premikati proti zahodu. In sabo prinesejo, ne bom rekel vojsko, ampak verjetno so organizirani v neke vrste plemenske organizacije in plemena imajo vedno to konotacijo vojaško. Ljudje se ne organizirajo plemena, te segmentno orientirane skupnosti, če nimajo nekega, ko bi rekel, proti nekomu, nekoga V zaščito. za zaščito, neko lastnino, čred in podobnega. In očitno se to dogaja, ti ljudje so tudi oboroženi, orožje, ki pride iz ideje orožja, vojaških taktik, ki pridejo iz Mesopotamije, prinesejo sabo. In to vidimo v Evropi kot neko veliko spremembo, ki se zgodi okrog leta 3000. In to je v bistvu kulminacija tistega, kar sem govorila prej. Te revolucije, ki naj bi pozirali. Revolucionarnih produktov, vozov, kmetijstva in tako naprej, ki jih vidimo zdaj tudi v pojavu nekih moških bojevniških grobov, pod gomilami, veliko več orožja. In to je začetek tega, kar imenujemo prosta doba v Evropi, ki je neka popolnoma drugačna logika življenja v Evropi. Kar hočem reči, je, da v tem času je očitno to, kar mi
imenujemo začetek bronaste dobe, začetek neenakosti, konfliktov, pojava indoevropejskih jezikov in tako naprej, je očitno nek pojav odzivanja na dogajanje v centru, ki je v Mesopotamiji, in je Evropa nek način periferija tega intenzivnega dogajanja, ne, kar spet kaže v bistvu, da je bila geopolitika, smo bili vpeti v neko širšo geopolitiko, ki ni bila zgolj lokalna, ampak je bila v bistvu nek način kontinentalna, ne. Mene mogoče samo zanima, a ima kaj relacije s tem, z pomanjkanjem vode pa vozenja na Bližnjem vzhodu v tem času? A misliš to začetek namakanja, pa te fidravlične civilizacije? Da je to eno od vzrokov, zakaj ljudje postanejo bolj lastninjenje, mislim, da več lastninjajo določene dele ali pa vire. Ja, v bistvu vse to je to, jaz sicer nisem specialist za to in ne vem, in dober, ampak načeloma te velike civilizacije, Ur in tako naprej, te zgornja mesta temeljijo na namakanju, ne. Ampak to namakanje ni bilo tako, so ljudje rekli, bomo zgradili mrežo kanalov in tako naprej, ampak so prej kmetovali na prostorih, ki jih je poplavila voda, ne. Se pravi, tam, kjer je Tigris pa Eufrat poplavila, kot Nil kasneje, ne, so pol tam posejali in tako naprej. Kasneje, da bi razširili proizvodnjo, so začeli graditi kanale, namakalne sisteme in tako naprej in tako naprej. In seveda, načrtovanje teh sistemov, upravljanje, skrb zanje, ne, napovedovanje poplav, ne, zahteva v bistvu neko dosti kompleksno organizacijo, ne. Ti imaš neke svečenike, astronome, in tako naprej, ki napovedujejo, ko govorijo kdaj. Imaš nekoga, ki skrbi, ki ima popis teh kanalov, ker ti mu spadne, kdo ti tle nekaj zasuje, ne skrbi za kanal, ti celo pol doline ti ne poplavi pol voda, ne. Moraš imeti neko centralno oblast in tako naprej. Tako da to verjetno je izvor tega. Zdaj, kako točno je prišlo do tega, kdaj, je težko reči, ampak gotovo je v temu nadzoru nad namakanjem, nad proizvodnjo hrane skozi kontrolo poplav in tako naprej, je izvor tega, ne. Dejansko zahteva, neko centralno birokracijo ali pa neko oblast, centralizirano, mislim, zahteva, na nek način je lažje organizirati na ta način, ne. Mogoče ena stvar še, prej smo že malo omenila, no, v bistvu te lovce nabiralce, da je v bistvu dokaj tradicionalen pogled, ki v veliki meri iz Morgana pa Engelsa izhaja, je to, da so to neke družbe, ki so vedno egalitarne in tak naprej. A je to res bilo tako? Novejši dokazi pa nekako vseeno malo drugačne stvari govorijo in tako naprej. Spet je v bistvu kaj egalitarnost in tako naprej, ne, ampak seveda niso bili tako egalitarne, kot se zdi. Skratka, kar zaznamuje lovce nabiralce, ni toliko egalitarnost, ampak je predvsem velika, ko bi rekel, politična fleksibilnost, ne. Veliko konflikti se rešujejo z razcepljenjem, z mobilnostjo, z odhajanjem in tako naprej, ne. To načeloma osnovna enota lovcev nabiralcev so te lovsko-nabiralniške skupnosti, skupina 25 ljudi, ki so povezani med sabo na zelo različne načine, ne. Delno so rodstveno, večinoma pa ne. Te skupine so načeloma bolj ali manj avtonomne, konflikti znotraj teh skupin se rešujejo tako, da če se ljudje skregajo, in dostikrat se skregajo, grejo v drugo skupino, pač ni problem, bomo šli pa tja, ne. Ampak te skupine se združujejo tudi v večje skupnosti, recimo, so del nekih omrežij, ki se poznajo, ki se izmenjujejo ljudi in ki se periodično srečujejo v nekih velikih festivalih, slavjih, praznikih in tako naprej. Tule pride lahko več tisoč ljudi, ne. In v teh trenutkih je lahko organizacija družbena bistveno drugačna. Lahko se nekdo vzpostavi kot neke vrste despot, sploh neki ti festivali, rituali, prazniki verjetno temeljijo na nekih šamanskih obredih, ekstatičnih praksah. Nekdo posreduje neka znanja ali pa skrivnostna vedenja, ki jih
neke karizmatične osebe se lahko pojavljajo, ki pač dobijo neko moč ravno zaradi tega, ker posedujejo ta posebna znanja. In te lahko pride do nekih zelo neegalitarnih oblik družbenih, ne. Imamo primere, recimo Grede pa Vengrov govorite o tem, kako so prerijski Indijanci, ki so lovili te velike črede bizonov, so imeli, ko je bil ta sezonski lov na bizone, je prišlo ogromno skupnosti, 1000 ljudi skupaj, in takrat so si organizirali tako eno bizonjo policijo. So bili ljudje, ki so imeli dejansko moč nekoga ubiti, mu vzeti prostost in tako naprej, zato da so te ljudi držali skupaj, da so lovili po predpisanem načinu in tako naprej. Skratka, totalno, ko bi rekel, totalitarna družba v enem trenutku, ne. Po koncu tega lova so šli vsak po svoje, ne. Zelo sezonsko. Zelo sezonsko nihanje in tako naprej, ne. In imaš očitno tudi primere, ko se vzpostavijo neki posamezniki, ki so zelo, ko bi rekel, imajo neko veliko moč in tako naprej. To, kar se je prej govorilo o teh šamanskih okopih in tako naprej. In to je predvsem verjetno v zvezi z tem šamanizmom, animizmom, ne. Nekateri ljudje imajo znanja ali pa posedujejo neke skrivnosti komuniciranja z onim svetom. Še eno stvar je treba poudariti, ne, ko govorimo o egalitarnosti lovcev in nabiralcev, ne. Lovci in nabiralci, jih vidimo seveda kot zelo egalitarne, ampak oni so del enega sveta ali pa skupnosti, ki je popolnoma neegalitarna. To v tem smislu neke širše kozmične skupnosti, ne. Ta animističen lovsko-nabiralniški pogled na svet pooseblja kozmos, ker je kozmos poln nekih nevarnih, posebnih, drugačnih bitij, proti katerim ljudje v bistvu nimajo neke posebne moči, ne, in so prepuščeni na milost in nemilost. Dobesedno neki despoti, tirani, kozmični, ne, ki vladajo svetu. In ljudje so del tega kozmosa. Se pravi, ta ideja enakosti ni samo po sebi umevna, kot da lovci in nabiralci jo ne poznajo, ne. Med sabo, znotraj te skupnosti poskušajo izravnati pa biti enaki, ampak so del ene širše kozmične skupnosti, ki je popolnoma zelo strašno hierarhična, totalitarna, celo na trenutke kot prej. Ne, povejte. Se mi zdi ena pomembna poanta to, da v bistvu te lovsko-nabiralniške skupnosti so v bistvu bile toliko politične, kot so današnje, konflikti znotraj skupnosti in tako naprej, ker se pogosto krat slika lovce in nabiralce kot neko najbolj naravno, se pravi spet imamo te, ali najbolj naravno, egalitarno, so naravno obliko človeštva, ki nam je prirojena in pod njej živimo, ampak pač na drugi strani pa ta vojna se proti vsem. In to je nekaj, kar je vgrajeno tudi v Engelsa, ne. To zgodnje razumevanje, nekaj razvoja, desetletja. Čeprav Engels je v primerjavi z ostalimi evolucionisti, on postavlja začetek družbene oblike vseeno začetek zgodovine vseeno v neke konflikte družbene in tako naprej, ne. In pa sam na neki način predpostavlja, da so ljudje politična bitja od samega začetka, ne. Kljub temu, da mogoče ni ekspliciten, ampak predpostavlja to, kot zaradi nekateri drugi, ne. Zdaj ravno sem recenziral en učbenik za zgodovino, za srednje šole, kjer katastrofa, res, ker dobesedno, ne, lovci in nabiralci so živeli skupaj z naravo, ne, narava je bila nevarna, so se morali organizirati v rodovne, še slabše, prav Hobbesova ideja, ne, prepuščeni nemilost narave, in v bistvu vsa kultura je to, da kako organizira družbo proti nevarni naravi in tako naprej. Ne tako, da je pač kultura, družbena organizacija, politika, nek način ontološko dejstvo ljudi. To je, ko govorimo o ljudeh, moramo prepostaviti politiko, moramo prepostaviti kulturo, in to, da v bistvu niso več naravna bitja konce, ne. Da biologija tle igra sekundarno vlogo, ne, govorimo o kulturi, ne. To je in te nove raziskave lovcev in nabiralcev ravno to kažejo v bistvu. Od samega začetka smo bili politična, kulturna bitja, ne.
Zato, ker to biologiziranje družbenih odnosov se mi zdi, da je to tam od 70-ih, ta sociobiologija in to se pogosto za neke zelo reakcionarne politične cilje tudi uporablja. Rasistične, seksistične. Prej se mi zdi, da je to nek val, ki je tudi danes dost. Dost popularen, zato ker v bistvu poskuša na nek način tudi na svoje znanost uprešt, in na nek način je tudi preprosteje govoriti o družbi, če jo biologiziraš, če bi se spremeniš v biologijo, ker je konec koncev tak je in naš drugače. Tako je naš drugače, smo definirani z biologijo, z ekološkimi, z geni in tako naprej in tako je. Jaz mislim, da če smo humanisti, družboslovci, osnovna predpostavka je, da ljudje pač enostavno nismo več biološka bitja. Smo ljudje genetsko definirani, da nismo genetsko definirani. To je. In je kultura pač osnovno ontološko dejstvo. Vse, tudi biološki vidiki našega bivanja, hrana, seks in tako naprej, so kulturne stvari, niso biološke. Direktno biološke. So kulturne stvari, kot razumem. Mislim, dejstvo je, da jemo stvari, ampak ljudje smo edine živali, ki ne jemo drugih rastlin in živali. Ljudje jemo jedi, hrano, ki je kulturni produkt. To je. Tako da to mora biti osnovna predpostavka in tudi pri lovcih in bralcih zelo pogosto, zelo hitro zdrsnemo v to preprosto ali neko hipljersko, so bili so eno z naravo, živeli so v naravi in tako naprej. Ali pa to zelo Hobbesovo idejo, se pravi, life was brutally short and tako naprej, da je bil grozno živeti. Nič od tega. Mogoče še ena stvar o lovcih in bralcih, ko smo prej v teh družinskih strukturah neolitiku, pa potem v bronasti dobi govorila v smislu. A lahko kaj rečemo dejansko o družinskih strukturah med lovci in bralci, v paleolitiku, mezolitiku in prej, ali realno nimamo podatkov za to? Realno nimamo veliko podatkov o tem, ampak zdi se, če se zdi, da je neolitska družbena organizacija družine bila zelo fluidna in tako naprej, je podobno pri lovcih in bralcih. Verjetno zelo podobno. Tudi zdaj vidimo pri lovcih in bralcih, imaš zelo različne načine sovodstva, zelo kompleksne, zelo drugačne, nimaš nekega sistema. Kar je tle mogoče treba poudariti, potem nisva govorila, je, da ko govorimo o neenakosti, zelo premalo govorimo o neenakosti znotraj gospodinjstva pa znotraj družine. Da v bistvu te, konflikti med člani gospodinjstva na podlagi spola, starosti in tako naprej, so pa verjetno stalno bili. In da to je na nek način lahko tudi izvor ostalih neenakosti. Ostalih neenakosti. Skratka, da, patriarhat ima lahko na nek način izvor tudi v teh razmerjih znotraj družine. In tudi v bistvu država ali pa recimo neke bolj organizirane sistemi neenakosti lahko uporabljajo te sisteme, ki delujejo znotraj družine, jih naredijo na nek način institucionalizirano. Se usedijo na te stvari. En tak primer je udomačitev živali kot taka. Udomačitev živali kot taka, kot sem rekel, živali so pri lovcih na bralcih, ko dobijo neko žival in tako naprej, so vključeni v družino kot družinski člani. In kot taki niso lastnine, ne morejo biti, so pač osebe, ki so nekaj vključene. Kako je prišlo do tega, da so v nekem trenutku živali postale lastnina in tako naprej? Še več, pri lovcih in bralcih so stvari, ki jih imajo, so stvar deljenja. Velja neka ideologija, da enostavno nihče ne more kopičiti si stvari, ampak je, ko pravi že Ingold k temu, nekdo, ki ulovi žival,
mora razdeliti. Nima privilegija, da go pojedo, samo ima privilegij, da jo razdeli drugim. Ne? Jo mora razdeliti drugim. Ne? To je ne? Če tega ne naredi, ga bojo vsi drugovi, ključni in tako naprej, bo konc stvari. Ne? Kako pride do tega pol v tem sistemu deljenja, ne? Da postanejo živali lastnina stvar, gospodinjstva ali pa družine in tako naprej. Spet se vračava k Engelsu, ne? Kako se lahko vzpostavi privatna lastnina, če imaš ti neko močno ideologijo deljenja, sploh pa če je ta ideologija deljenja na nek način kozmično regulirana. Ne? Se pravi, če ti tega ne narediš, te bojo duhovi preganjali in tako naprej, duhovi živali in konec bo. Skupaj ste bo dejansko izkušali. Bil so, te bo izkušal, lahko tu te bo zadela bolezen, znorel boš, ne, cel kup takih stvari. Ne, in ena izmed zanimivih teorij in idej izhaja ravno iz tega, da izvor tega je v neenakostih v gospodinjstvu. Ne? In to se kaže v teh najbolj skrajnih primerih, recimo Inuiti, Eskimi so, se ne sme reči, ne? Vemo, o čem govorimo, ko je ko prijo trenutki krize, ko nimajo hrane in tako naprej, ko so lačni, posežejo po kanibalizmu. To je bil res skrajni primer, ampak imaš zgodbe, to je nekaj, kar je strašno regulirano, polno nekih tabujev in tako naprej, ampak dejansko, v nekih posebnih okoliščinah in tako naprej, ampak dejansko je nekaj, kar je možno, kar obstaja in običajno kdo použije koga? Glava gospodinjstva, ponavadi je to moški, najstarejši ali najmočnejši. Pač tisti moški, ki je glava gospodinjstva, ponavadi použije šibkejše družinske člane, otroke. Skratka, obstaja, ko bi rekel, obvod ideologiji deljenja v nekih posebnih trenutkih. In ta obvod si lahko nekdo, ki ima moč v družini, izkorišča neke obstoječe neenakosti in probleme, ki so vnoter. Za svojo korist. Za svojo korist, v tem primeru preživeti, ampak v tem primeru gre za preživetje in tako naprej, ampak če to malo razrahljaš, obvod je, če to malo tudi to, po isti logiki naj bi prišlo do tega, da so živali postanejo lastnina gospodinjstva. To je že v neolitiku. V mezolitiku, o prehodu do načitvi. Ne? Se pravi, živali, ki so bili najprej člani gospodinjstva, ki so bili družinski člani, jih ti po neki logiki, ki velja sicer za posebne primere, za mogoče neke lakote in tako naprej, ampak jih spremeniš v predmete, v hrano. Mogoče še ena stvar, prej si imenil to knjigo Zora Segade, Dawn of Everything, Ingrova in Greberja, bi mogoče te knjigi še malo povedal, ker pogosto me ljudje sprašujejo, slišal sem za to knjigo, a se jo splača prebrati, da dobiš uvid v arheologijo. Se kaj so močne točke, podvojene, kaj so slabe točke. Vsakakor je knjiga, ki je za prebrati. Vsekakor je fascinantna knjiga z ogromno podatki. Kar je fantastično, je, da v bistvu njun pogled ni evropocentrističen. Ne? Se pravi, uporabili ta primere v bistvu globalne arheologije, Amerika, Afrika, Indija in tako naprej. Večino primerov, ki dva so govorila zelo evropocentristično dogajanje v Evropi. Ne? On tam ima se primere iz celotnega planeta, tako rekoč. In tudi njuna knjiga je nek način, rekel, Engels 21. stoletja, že poskuša vsaj biti, kako je prišlo do neenakosti v družbi. S tem, da izhodišče njuno je drugačno kot pri Engelsu. Če je bil Engels pač marksist, recimo, dialektični materialist, recimo, tako preprosto, sta ona dva anarhista. Izhajate neke anarhistične pozicije. Spet izhodišče, mislim, da je pravo, da v bistvu ljudje smo vedno bila politična bitja, da politična dinamika, oblike političnega življenja so kompleksne že od samega začetka, nič drugače kot zdaj. Se pravi, ljudje niso bili v čem drugačni. Ona dva pravita, da je
stvar, neenakost, do katere smo prišli zdaj, je samo to, da smo se na nek način ujeli pa zaštekali v neki ideji obliki družbe in da v bistvu edino se da to spremeniti, da si zamislimo drugačno družbo. Ker je po moje, zdaj sem se malo nastavil, ker je vseeno bolj nesirno. Ampak načeloma je to njuna pozicija, ne, ki se mi zdi malo naivna. Ne. Engels vseeno pravi družba in ne morete razumeti družbene organizacije brez neke materialne podstati, kako je organizirani odnos do proizvodnih sredstev in tako naprej. Tudi Marx pravi, ne, v bistvu, preteklost leži kot mora na živih. Hočem reči, preteklost in materialna, ko bi rekel, podstat družbe ima neko inercijo. Ne moreš kar reči, vemo pa drugače, da je naprej. Ne. Kar je nek način ideja od Gremerja Wengerova, je pa fascinantna knjiga in mislim, da je za prebrati in mogoče jo celo brati skupaj z Engelsom. Mogoče je tako, je dobra ideja jo brati skupaj in videti, kaj kaj pravi drugi in jih zasočiti. V nekaterih stvareh so si zelo podobni, v Gremerju Wengerju prinašata cel kup nekih novih empiričnih primerov in tako naprej. Po drugi strani so pa v nekaterih primerih zelo naivna in tam jih lahko Engels naučil kakšno lekcijo. Pa še v bistvu politične ostigme malo zmanjka v tej knjigi. Ja. Poskušate dati tam, jih malo topa mogoče. Ja, mogoče malo topa, mogoče malo naivna, na trenutke. Dobro, Imaš še kakšne zaključne misli, kakšno politično poanto, spodbudne besede? Dejstvo je, da pač iz zgodovine se ne moramo naučiti ničesar. Jaz ne vem, če nam to, da razumemo dobro zgodovino, kaj se je zgodilo v preteklosti in tako naprej, če nam bo kaj pomagalo za prihodnost. Je samo to v tem, da nismo naivni glede politike danes. Da nam nihče ne more reči, da stvari kot so, ne morejo biti drugačne. Mislim, to je point preteklosti in arheologije. Vidimo, da ljudje so živeli v različnih političnih sistemih, organizirali družbo drugače in da se da živeti tudi drugače, bistveno drugače. In to je point, po moje, arheologije. Sploh zdaj v teh cajtih, ko se zdi, da v bistvu je prihodnost nek način zaprta, zamejena, nam edino preteklost ostane, da jo spremenimo. In spremenimo jo ravno tako, da govorimo o njej in si zamišljamo drugačne oblike preteklosti in da pač, dejansko eksplicitno poskušamo poiskati te drugačne, različne preteklosti, različne politične organizacije, različne načine odnosov med ljudmi, v družini, z živalmi in tako naprej. Da dobimo navdihite dejansko mogoče, da je drugače. Ja, da nismo naivni v tem, da nam lahko kdorkoli reče, to, kar imamo zdaj, je pa edin možen, ni alternative. Ni alternative, seveda je. In arheologija nas uči ravno to. Alternative vedno so. No, mas je pa, da prek političnega boja tako. Ampak to je lahko, ko bi rekel, poznavanje preteklosti ali pa različnih oblik je lahko tudi argument in orodje, za to, da za političen boj. Dobro, super. Najlepša hvala za vse in se vidimo. Hvala tebi.